Kako sobodajalci pričakujete prve goste? Sicer ukrepi še niso popolnoma sproščene, torej še ne veste kako, kaj, zakaj. Veselimo se jih, komaj čakamo, da pridejo. Seveda ti prvi gosti bodo verjetno slovenski. Veselimo se njih tako kot vseh ostalih. Pripravljamo tudi neke določene, tako smo že govorili, ugodnosti, neke v bistvu stvari, ki bodo za svoje bivanje tukaj dobili nekaj več in da bodo z nas Bleda, bomo rekel, odšli z še bolj lepimi spomini. Koliko sobodajalcev imate na Bledu? V bistvu sobodajalcev je na Bledu praktično čez 500 in sobodajalci so res ključen element naše regije, zaradi tega, ker predstavljajo, tako kot smo rekli, skoraj praktično več kot polovico vseh nastanitev, oziroma več nočitev. Se pravi, več kot polovica vseh nočitev, ki so ustvarjene na Bledu, so ustvarjene v zasebnih nastanitvah, kar predstavljajo v bistvu en zelo močen segment v tem področju, tako da upamo, da tudi mi ne bomo izostali iz teh pomoči, ki bodo deležne tudi večjim. Tako da praktično več kot pol, se pravi, lahko rečem, da čez 500 000 nočitev je bilo lani ustvarjenih iz vidika privatnih namestitev. In kakšnih gostov je bilo v lanskem letu pravzaprav največ? Tokrat verjetno tujih gostov kar naenkrat ne bo. Pričakujete domače goste? Lani največ je bilo gostov iz Velike Britanije, iz Italije in pa Nemčije. Moramo vedeti, da vse na Bledu je bilo 95% tujih gostov, zato smo se kot destinacija znašli še v toliko večjem problemu kot mogoče druge destinacije, ker so že prej imele več slovenskih gostov, tako da letos seveda pričakujemo, da bo slovenskih gostov več kot prejšnja leta in upamo, da jih bo to v čim večjem številu in da bomo tudi bomo z njihovo pomočjo pomagali to krizo prebroditi. In jaz verjamem, da se bojo na Bledu imeli zelo lepo, pa da bojo tudi na Bledu nekaj novega odkrili, kar do zdaj še niso, mogoče kot samo dnevni gosti. Ali vam prihajajo že nove rezervacije ali še vedno dnevne odpovedi? Bom rekel, da je zdaj eno tako mrtvilo, se pravi, odpovedi do sredine ali pa do konca junija več ali manj so že prišle. Julij pa avgust neke rezervacije še vedno so, se pravi, niso ljudje še gosti teh rezervacij stornirali. Zaenkrat novih rezervacij praktično ni. Tako da vsi v bistvu čakamo, upamo na čim hitrejšnje tudi odpiranje mej, ker vemo ponovno, pač tuji gosti so ključ do tega, tako da zaenkrat je vse bolj mrtvo na tem področju. Ni ne odpovedi, pa ni ne rezervacij. Hvala vam. Nekako vse povsod se je čas ustavil, tako se je tudi na Bledu, pa vendar z optimizmom gledate naprej v prihodnost. Drži, čas se je ustavil mogoče samo na zunaj, čeprav res je, danes ni turistov na Bledu, izgleda, da ni posla, ampak v ozadju se zelo veliko dela. To pa zato, potem ko smo se pač soočili z novo situacijo, smo se tudi na novo organizirali, prešteli smo se, ugotovili smo, da turizem na Bledu sam ne bo preživel, da tukaj rabimo državno pomoč. Državna pomoč je potrebna predvsem zato, da ohranimo naša delovna mesta. Seveda pa moramo tudi narediti svoj del posla, to pa je, da tisto, kar lahko naredimo sami, bomo sami tudi naredili. In zato smo se pač organizirali na Bledu po svoje, naredili smo delovno skupino, ugotovili, da smo si zelo različni, ne po gledanju, ampak po dejavnosti, zato iz ene skupine so nastale 4 in te 4 delovne skupine sobodajalcev, hotelirjev, gostincev in pa drugih deležnikov oblikujejo ukrepe za te nove čase. Ko bodo zahteva goste pač drugačne. V lanskem letu ste ponudili kartico ugodnosti gostov, to boste nadaljevali tudi v prihodnje, prav tako prevoze. Ja, drži, kartico smo v lanskem letu prvič uvedli, pokazala se je zelo dobro, koristilo je zelo veliko gostov, namenjeno bila tistim, ki spijo na Bledu in je bazirala predvsem na prometu, se pravi na Bledu je največji problem promet in mi smo tem gostom zagotavljali brezplačen javni prevoz do glavnih turističnih atrakcij po Bledu in pa tudi v soseščino s Hop-on bus. Teh avtobusov za letos nismo predvideli iz 2 razlogov, ker enostavno ni denarja in tudi predpisi, ki regulirajo to, ne bi omogočili efektivno izvedbo.
pa tudi pričakujemo večinoma goste, ki bodo prišli individualno. Zato smo letos to kartico spremenili in bomo na to kartico naložili ugodnosti, se pravi tisti gost, ki bo vsaj 2 dni prespal na Bledu, bo deležen ugodnosti, dodatnih storitev. Že pred tem časom, ko še nismo vedeli, kakšna karantena nas čaka, kot je bila zadnje 2 meseca, pa ste si naredili posebno zasnovo. Ponudili ste lokalne pridelovalce, tako je, hrano. tiste stvari, ki smo jih že razvili v preteklosti, ko smo povezovali lokalne pridelovalce hrane, izdelovalce spominkov, obrtniških izdelkov, pa konec koncev tudi gostincev, smo združili pod znamko Blejski lokalni zbor, Bled Local Selection, in to se je pokazalo kot prav pristop tudi v tej krizi, kjer bomo še bolj povezali med seboj gostince in pridelovalce hrane in bomo ponujali tistim, ki bodo pri nas domače, avtentično hrano in storitve. Letališče Brnik se je odprl. Pričakujete že prve goste, ko se bodo seveda meje odprle? Mi bi se jih zelo razveselili, smo v kontaktu z letališčem, oni so povedali tudi želja letalskih družb, da bi čim prej začele leteti, seveda pa to zmeraj tisto tehtanje, koliko gostov v tem trenutku sploh pripravljeno potovati. Nam gre na roko to, da je Bled varna, zelena destinacija in take destinacije bodo v spremenjenih mednarodnih pogojih še bolj privlačile goste, ki to iščejo. In mislim, da bo to v letošnjem letu na prvem mestu. Ne samo lepota kraja, ampak tudi varnost, obvladovanje te situacije, ki je bila s koronavirusom in pristop do tega.